Prijatelji narodno-zabavne glasbe, lep dober večer vam voščimo iz studia VTV vaše televizije. V Velenju smo. Kot ste navajeni, vsak četrtek ob 20. smo vaša družba v narodno-zabavni oddaji Najvižam, ki jo lahko po novem spremljate tudi na socialnih omrežjih. Imamo odprt Facebook, tako da če še ne veste, kateri so naši glasbeni goste, imate še 10 sekund časa, preden jih napovem in jim predam prizorišče v našem studiu. Seveda prihajajo v našo družbo že znani glasbeni gostje, že naši poznani prijatelji, ki so že večkrat bili pri nas. Seboj so prinesli tudi zgoščenko, tako da tudi telefone bomo imeli danes v oddaji, da podelimo ne samo zgoščenko ansambla Unikat, pač pa tudi naslednjih glasbenih gostov, ki prihajajo k nam v studio. Takole, gremo v glasbi, zapleši z nami in ansambel Unikat. Ko se nad tabo stemnilo bo nebo in sonce sreče bo moč izgubljalo, nikar ne tarnaj, pozabi na skrbi. V glasbi svet se hipu lepši zdi, življenje vedno ubere svojo pot. Je včasih srečno, a včasih polno zmot. Nasmeh izbrisal bo žalost in solze. Ko glasba bo čarala srce, zapleši z nami, zapoj in se nasmej. Predaj se glasbi, morda se najdeš v njej. Naj melodija ta ti seže do srca, da radost v tvojim srcu bo doma. Življenje vedno ubere svojo pot. Je včasih srečno, a včasih polno zmot. Nasmeh izbrisal bo žalost in solze. Ko glasba bo čarala srce, zapleši z nami, zapoj in se nasmej. Predaj se glasbi, morda se najdeš v njej. Naj melodija ta ti seže do srca, da radost v tvojim srcu bo doma. Naj melodija ta ti seže do srca, da radost v tvojim srcu bo doma. Da radost v tvojim srcu bo doma. Da radost v tvojim srcu bo doma.
Nikat, torej, samo za vas v oddaji Najviža. Tale četrtek smo jim namenili. Davor, lep dober večer tebi. Zdravo tudi tebi, Žiga, in Kako si, vsem kaj? gledalkam in gledalcem. Fajn sem, pa ti. Aha, odlično sem, odlično. Kakšni so kaj spomini na tale studio? Ja, vedno lepi in danes se rečem, da kar sveži, glede na to, da sem po letu in pol zopet v studio. Ekipa je še ista, tehnika je ista. Edino nek avto sem tam ne videl zunaj, da je nov. Zdaj pa ne vem, a so vam plače dvignili? Ja, lej, se dogajajo spremembe tudi na VTV, vaši televiziji, seveda s podporo gledalcev. Sem pa zdaj mogel iti najprej k Davorju, sej veš, Andreja. Jaz sem bolj nežna, ker sem Ti pridila. si bolj nežna, bom raje danes kar tule zrom Andreje. Je pa že nekako, vedno rad povem, da grem najprej do ženske, ker se pač v ženski družbi najbolje počutim. Tudi vi ste na Facebooku želeli, da pride ženska v naš studio in evo, zrihtali smo jo. Andreja, tudi tebi lep dober večer. Zdravo. Kaj se dogaja z ansamblom Unikat? Kaj se dogaja? Kaj se dogaja, fantje? Dogaja se. Dogaja se. V bistvu, leta kot ponavadi. Delamo počasi, se veš, gremo počasi. Ne? Greste počasi? Ja, gremo počasi, ampak zanesljivo, proti cilju, ki si ga zadamo. Snemamo nove komade, ne vem, ustvarjamo. Fajn se imamo. Grem še malo na drugo stran našega studia, da kar že na začetku vse pozdravimo. Živijo tudi tebi, Matic, Uroš, pardon. tako, ja. Je res, da si z vsakim letom modrejši, kot tudi seveda starejši? Ja, mislim, da je, ja, vsaka izkušnja prinese nekaj novega. Vpliva to kaj na glasbo ansambla Unikat? Ja, tudi, ja, pač s leti dozorevaš, nove stvari spoznavaš in izkušnje prinesejo tudi. Se glasba na tak način tudi spreminja? Ja, se, To, ki jo sigurno, podajate zrela naprej. še tako. Zdaj, če bi lahko ti izbral en komad ansambla Unikat, ki ti je najbolj pri srcu, katerega bi izbral? Jaz osebno, sreča je. Sreča je. Ja. Ok, kaj pa če gremo še mogoče mal k valčkom, Ja, mal bolj recimo- počasnim ritmom? Ja, recimo srce ne razume. Srce ne razume. Ja, Mogoče ta komad bi ravno bil prav za zdajle. ja se strinjaš? recimo. Dajmo. Ja. Dajmo še en valček ruknat. Je tale Srce ne razume nekakšna življenjska zgodba? Ja, v vsakem našem komadu je življenjska zgodba. Vsak se sigurno najde, v katerem. Ja, srce pa marsikdaj česa ne razume. Ja, imaš prav. Dajmo prisluhniti ansamblu Unikat in kaj srce ne razume v temlem komadu. Karkoli vidim, kamor grem, na tebe spomnim se. Ker časih skupaj sva počela vse. Naj bo cvet, kozarec vi na stolki, prazen je. Povsod mi manjkaš ti, pogrešam te. Ujeti hočem spet življenje najti, novo pot. A kaj, ko ti ob meni si povsod. Tvoje slike in darila pesem najina. Na eni strani prazna postelja. Srce ne razume in resnice ne prizna. Ne more verjeti, da mi dva sva se razšla. Kot ogenj je želja, da se vrne, kar med nama je bilo. Bilo je, a nikoli več ne bo. Ujeti hočem spet življenje najti, novo pot. A kaj, ko ti ob meni si povsod. Tvoje slike in darila pesem najina. Na eni strani prazna postelja. Srce ne razume
in resnice ne prizna. Ne more verjeti, da mi dva sva se rašla. Kot ogenj je želja, da se vrne, kar med nama je bilo. Bilo je, a nikoli več ne bo. Bilo je, a nikoli več ne bo. Ansambel Unikat s krasnim valčkom Srce ne razume, me pa v tem trenutku zanima, grem zdaj tule k malce k pevcu, je ansambel Unikat še vedno unikaten? Pa definitivno, da je. Ja? To sploh ni vprašanje, to se ve. Kaj vas razlikuje od drugih? Še vedno zdaj. Kaj nas razlikuje? Glede na to, nismo več rosno mladi, ne? Jaz. Tako, imamo majhno, živahno pevko, potem mogoče bi lahko rekel nek svoj stil, ki se ga skušamo čim bolj držati, pa na vse zadnje, kaj bi rekel, uživamo. Tako. Vsak človek je unikaten, dejansko tak vsak dodaja ansambel za Davor. sebe unikat, ne. Imate mogoče kakšne cilje na vaši glasbeni poti? Ali pa ste jih imeli? A ste že dosegli vse? Pa ne smemo reči, da smo vse dosegli. Sigurno še ostane kaj, da bi lahko mogoče na kakšni sceni oziroma s kakšno drugo stilom glasbe prodrli, pa mogoče se zapisali, imeli čim več ogleda na YouTubeu ali pa take zadeve, ne. Se pravi, imamo še želje, cilje in še imamo nekaj pod rokavom za pokazati. Davor, če te vprašam, koliko v tem času narodno-zabavne glasbe, ki se razvija, ki raste, štejejo dejansko ogledi po tvojem na YouTubeu? Ja, ogledi so neke vrste dokazatelj, ali je ansambel poslušen ali ni poslušen, ne? Ker vsi vemo, da kar brez zveze milijon klikov na YouTubeu ne dosežeš, če bi bil komad. Ali je res, mogoče včasih je tako, ali je komad res tako glup, ali pa tako dober, da doseže toliko ogledov. Ampak v narodno-zabavni muziki jaz mislim, da glupih komadov ni. Vsaj kolikor jaz spremljam narodno-zabavno sceno, ker vsi vemo, da res vsak ansambel se trudi in se potrudi po svojih najboljših močeh. Jaz sem že večkrat povedal, da nihče ne fuša za ston in nihče ne fuša na lašč. Tako da, to je to. YouTube je neke vrste pokazateljno. Kako je priljubljen, ja. Lansko leto ste obeležili koliko let ustvarjanja? 15 let. 15 let. S svojim koncertom bi si takrat na začetku vaše glasbene poti, glede na to, da si edini, ki si že čisto od 16 začetka let, ja. ansambla Unikat. Pa Uroš, basist. Pa basist, ja, seveda. Si takrat mogoče mislil, da boste prišli tako daleč, da bo ansambel Unikat trajal 15 oziroma 16 let? Glej, Žiga, jaz sem že od samega začetka bil v bistvu en tak sanjač, kot otrok in sem res imel željo nastopati na odrih, željo nastopati pred veliko ljudi. In vsi vemo, ne, če imaš željo, pa če imaš cilj, na koncu se ti to uresniči. In meni se je uresničilo, tako da lahko zabavam za svojo glasbo, za našo glasbo, ljudi, ki so pod odrom. Ampak itak pa vsi vemo, da nikoli pa nisi z vsem zadovoljen, ne? Tako da še vedno cilji in izzivi ostajajo. Točno. Kakšne cilje si mogoče imel čisto na začetku? Na začetku sem imel cilj, da si kupim svojo prvo harmoniko s svojim denarjem, potem sem imel cilj, da si kupim s svojim denarjem klaviaturo, da poiščem basista, da poiščem kitarista, da sestavim band, da igram čim večjim množicam, da pridem kdaj v studio VTV, ne samo kot voditelj, tudi kot glasbenik. Evo, želje se mi uresničujejo. Želje se uresničujejo. Meni se pa zdi, da na tem mestu, da je čas, da Davorju oziroma ansamblu Unikat pokažemo en posnetek, hranimo, če ne vašega prvega nastopa na festivalskih odrih. Posnetek je iz Graške gore, dajmo si tole pogledati, kak navihan fantič je bil Davor z velikimi očmi in velikimi cilji, ki se uresničujejo tudi želje. Lepo pozdravljeni vsi skupaj na Graški gori. Naj povem, naj vam predstavim naš ansambel. Basist je Uroš Tašner iz Rogaške Slatine, potem na kitari je Luka Polenšek ter naša seveda najlepša sredina Špela Žafran. Naj povem, moje ime pa je Davor Pušnik, da še kot zanimivost povem, smo vsi skupaj letos bili sošolci in vsi skupaj končali 8. razred. Hvala lepa. Ko harmonika zapoje, pesem nova se rodi.
se ne da kupiti, sreča v srcu dom ima. Srečen je, kdo z mano poje in veselje rad ima. Zaigram še bolj veselo, najvišji se pozna, da je tale pesem moja, širka duše in srca. Urno prsti mi igrajo, pari v ritmu se vrti. Deklica s pogledom svojim, kris v srcu mi prižge. La 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 la, la 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 la. Res so urni prsti moji, da veselo je zares. Sreče se ne da kupiti, sreča v srcu dom ima. Srečen je, kdo z mano poje in veselje rad ima. Zaigram še bolj veselo, najvišji se pozna, da je tale pesem moja, širka duše in srca. Ansambel Unikat iz leta 2001. Ja, 2001 je bilo to. Na Graški gori, takrat smo dobili tudi zlatega pastirčka, ampak jaz mislim, da bolj za spodbudo, kot pa za resno neko igranje, glede na to, da so takrat dobili res taki priznani ansambli tega zlatega pastirčka. Ampak konec koncev, nam je bil to en res velik izziv, eno veliko priznanje, katerega se še danes zelo rad spominjam. No, ampak zdaj med ogledom spota, verjetno naši gledalci niso slišali, si pohvalil vaše petje, da ni bilo tako slabo. Ja, rekel sem pa se, pa nisem tako slab pel. A misliš, da so k zlatemu pastirčku tudi kaj pripomogle noše? Noše? Kaj se je s temi nošami dogajalo? Ja, takrat mogoče res, glede na to, da smo končali ravno kar 8. razred osnovne šole, noša takrat še ni bila tako popularna, to je treba vedeti, ne, kot je mogoče danes. Te noše, no, niso bile naše, ampak so nam jih posodili Modrijani. In takrat še Modrijani v bistvu niso bili neki ful znani. Poj pa, ko smo jim noše vrnili, so pa kar naenkrat postali zvezde. Davor, kako je z urnimi prstki po 16 letih? Ja, ne vem, jaz Tako mislim... apliciram, seveda. Ja, kak je z urnimi prsti? Jaz mislim, da so veliko bolj, kot so bili takrat, glede na to, da je veliko več kilometrov za mano. Tako da, ne vem, no. Ampak, saj veš, včasih imaš dan, včasih ga nimaš. No, glede na to, da ansambel Unikat vedno znova preseneča, če ne počasi, pa zelo hitro, ampak so pristaši vseeno, da se počasi daleč pride, a ne, Andreja? Ja, normalno. Kaj ste hoteli povedati s tem komadom? Ja, v bistvu jaz pojem, greva počasi, ne, se veš, kak ste moški ali pa so moški, da ne bom zdaj na tebe. Včasih bi kar hitro, ne, radi žensko kam zapeljali, mi jim pa povemo, gremo počasi. Koliko ima zdaj dejansko shopping center veze s tem, kar želite povedati? Shopping center, ja, se veš, ženske smo tam kar domače. Ja, Ne? ja, tako je. Rade se tam zadržujemo, ne? Moški pa takrat, ko želijo žensko očarati, grejo čisto vse posod za njo. Ste zadovoljni s komadom, mogoče še par besed o avtorjih? Avtor je naš Matic, kar se glasbe tiče, pa Darinka Kovač je prispevala besedilo. Jaz s komadom smo kar zadovoljni, glede na to, da mi smo bolj znani po valčkih. Je tole kar eno presenečenje tudi za nas, da se je tale polka res dobro prijela. Če želite, tole polko, si imel še kaj za dodati? Ne, Prosti. zglizali studiram. Mislim, da je bila Vera Šolinc za tole besedilo. Res? Oprosti. Ja. Mi oprostiš? Ja, ti prostim. Ti mi boš. Vera, če ti bo Vera oprostila. Če bo Vera oprostila, verjamem, da Vera bo oprostila, če nas gleda. Lep dober večer tudi vam. Skratka, gremo pa počasi v tem trenutku z ansamblom Unikat. Ne veš, kaj bi ti delal, če pustila bi in moji domišljiji
dovolila bi, da razvajam te do neba, polastim se ti srca, ukradem ga. Če hočeš po koraki, ti na cilj z menoj, predolgo boš čakala, da bom čisto tvoj. Kaj če ogenj prej dogori, kaj če strast se ohladi in čar zgubi. Dragi, zakaj se ti mudi? Pusti, da samo se zgodi. Greva lepo počasi, kot mi je všeč, počakaj, ne hiti preveč. Greva lepo počasi, kot mi je všeč, počakaj, ne hiti preveč. Je včasih enostavno, da se prepustiš in ne preračunavaš, kaj lahko zgubiš. Daj popusti malo nocoj, pojdi preko mej z menoj in se ne boj. Dragi, zakaj se ti mudi? Pusti, da samo se zgodi. Greva lepo počasi, kot mi je všeč, počakaj, ne hiti preveč. Da si z menoj, da bom čisto tvoj. Greva lepo počasi, kot mi je všeč, počakaj, ne hiti preveč. Greva lepo počasi, kot mi je všeč. Počakaj, ne hiti preveč. To je bil ansambel Unikat in Greva počasi. Več o tem komadu mogoče tudi v videospotu, ki sem ga prej malo promoviral v nadaljevanju, ko se usedemo tule za našo mizo in podelimo tudi tole zgoščenko ansambla Unikat. Še prej pa pokažemo eno združitev ansambla Nemir, Novi spomini in Vesela punca v videospotu. Prav nič se ni smejala in ni bilo lepo, ko smo na veselici igrali le za njo. Je rekla, da bolj slab je bolj žalosten večer, a zakon bi bilo, če igral bi nemir. Kot nore so plesale, po strani gledale, kot da smo amateri se k nam obračale. Med pauzo pa so rekle, da mi smo bolj tako, da one le na nove spomine čakajo. Vsaka punca rada ima kakšnega muskonterja, da na strune iz srca nižno zaigra. Vsaka punca rada bi, da le eden poje ji, da muskonter bi ta prav le za njo igral. Smo zboki, zapeli smo na glas, mogoče
točno pod večer se razlegal je naš bas. Nemirno smo igrali, se jim nasmihali. Na koncu z dolgim nosom smo kable zvijali. Obrili bi si glave, oblekli suknjiče, da deklice pisale, nas vsaj pogledale. Smo malo zamižali, imeli hripav glas, a njim je obletel čisto nov spomin na nas. Vsaka punca rada ima kakšnega muskonterja, da nas strune iz srca nežno zaigra. Vsaka punca rada bi, da le eden poje ji, da muskonter bi ta prav le za njo igral. Da muskonter bi ta prav le za njo igral. Takole je ansambel Vesela punca, oziroma videospot Vesela punca. Lega Robi, jaz se mi že smeji, ko neumnosti počnem pred TV ekrani oziroma pred kamero. Zgoščenka ansambla Unikat je lahko vaša v tem trenutku. Če nas pokličete, v moji družbi pozdravljam še enkrat Andrejo in Davorja. Telefonska številka pa ostaja 03897 0770, ki se bo izpisala tudi na vaših TV zaslonih. Pričakujemo, da nas pokličete, da pozdravite tudi prejšnjega voditelja oddaje Najvišja Davorja. Danes imate istočnico, danes smo ga pripeljali sem, ne samo Davorja, cel njegov ansambel. Band. Dej, a pogrešaš? Hvala, Davor. Zaradi njega smo. Ja, A pogrešaš kaj male ekrane, zdaj si bolj na radio? ja pogrešam. Kaj lažeš? Ja, Meni pa kaj? rekel, da je fajn, ko si lahko v studiu tam To na sem prej radiu, rekel, ampak, v trenirki. Ja, drugače pa male ekrane pogrešam. Itak pa nadomestim to z radijskim programom, vsako jutro se zbujam na Štajerskem valu. Mogoče pa se zgodi kaj takega pred novim letom, pa da se še kje vidimo. A se? A je to Mogoče. mogoče napoved Davorja na malih ekranih, zdaj kar tukaj? Ne? Zdaj ne bi seveda reklame Ne, delati, ampak a daš ampak- zdaj obljubo, a boš ali ne boš? Ne, jaz povem, da Božiček mogoče prinesel. Božiček kaj prinese. Božiček bo mogoče prinesel. Ni Božiček sicer prinesel tega telefonskega klica, lep dober večer, komu? Kdo nas je poklical? Mojca Krajnc pri telefonu. Lep Iz dober večer. Velenja. Dober večer. Povejte, Dober Mojca. večer. Prosim. Pozdravite naše člane, oziroma člane ansambla Unikat, če želite, ali pa nam kaj lepega povejte. Ja, zelo so mi všeč, zelo rada jih poslušam in me zelo razveselijo, kadar sem ali slabe volje, da si polepšam dan. S katerim komadom od ansambla Unikat si najbolj polepšate dan? Tale, greva lepo počasi, tam mi je zelo všeč. Ja. Pa še tale valček, ko ste ga prej Srce ne razume? Prosim? Srce ne razume? Tako, tako. Vaše srce vse razume? Ja, včasih da, včasih pa ne, tako da, ker smo ženske narejene, ja. Andreja, imaš, ali pa ti Davor, kaj bolj zgovoren, imaš kako vprašanje za gospo, odkot te pozna? Ne, jaz sem zelo vesel, no, gospa, da vas naša glasba spravlja v dobro voljo, ker to je ena izmed najlepših nagrad vsakega narodno-zabavnega ansambla, ker konec koncev mi ustvarjamo za ljudi, za naše poslušalke in za poslušalce. Tako da ostanite naša zvesta poslušalka še naprej, ne? Še kaj lepega hvala. prihaja iz naše strani. Jaz Ja, verjamem, vi pa- gospa Mojca, da boste ostali zvesta poslušalka, predvsem s tole CD ploščo, ki vam jo podarja ansambel Unikat, ker ste nas poklicali v oddajo. Kaj pokažem, Robi, boš ti tole ujel malo od blizu, tole ekipco. Najlepša hvala in srečno lahko noč še naprej. Ja, lahko noč tudi vam, ja, hvala. Živjo. Hvala vam, živjo. Pa ne Čau. zaspat pred koncem oddaje, prosim. Davor, a si kdaj razmišljal tako, ko vodiš oddajo, da ljudje vmes zaspijo? To ni fajn, ne? Ja, nisem o tem razmišljal. Si ti kdaj razmišljal o tem? Nisem o tem, bog ne daj, raje ne razmišljam, ampak meni se zdi, ker je toliko fajnih ansamblov v tej oddaji, toliko se menjajo, da Sigurno. sploh ni panike. Absolutno, če ne drugače, pa mi voditelji poskrbimo za to, ne?
Točno tako. da ljudje pred ekrani ne zaspijo, kaj zašuštramo, kaj zavozlamo, kar pa mislim, da nam vsi vzamejo bolj za dobro kot za slabo, ker konec koncev mi smo živa bitja. In oddaja je v živo. Ja. Tako da v živo se dogaja marsikaj, hvala Bogu. In v živo imamo tukaj tudi Andrejo. Prej je bilo moje vprašanje med videospotom, ki ste ga gledali. Koliko časa si že ti v narodno-zabavni glasbi? Ogromno. Zdaj, če bom povedala, pol bojo vedeli, da sem že ful stara. Ne, nisi Hecam ful se. stara. 21 let. Nisi, 21 stara si let. koliko, 34 let, koliko si stara? No. 35. Pa se Ja, nisi ful stara, daj, a se lahko 35 zadereš let tamle, si no, stara. zader se. 35 let je stara. Wow. Mislim, da imamo v tem trenutku še en telefonski klic. Pozdravljamo koga, lep dober večer tudi vam. Dobro večer. Dober večer. Kdo nas kliče? Halo? Ja, jaz kličem z Kopra. Wow, super, Koper. lepo. Ja. Kakšno vreme imate? Pri nam je mrzlo. Ja, mi smo imeli pa danes lep sonček, pa toplo, čeprav je zdaj pa hladno. Super. Ansambel Unikat ste kje srečali tudi? Njihova, Kar povejte. mi je všeč pa pesem njihova, kar je moje, bo tvoje in tako naprej. In danes sem pa gospodično videla v novicah, ki se je lepo dopustovala na Lošinju. Andreja, si dopustovala na V loženju? bistvu nisem bila na Lošinju. Zdaj, če je gospa mene videla, sem bila... Nisem tle brala in sem rekla, ma to je pa punca od Unikatov. Si bila na Lošinju, pa da mi ne vemo. Ne, nisem bila na Lošinju. Si bila na Lošinju. Bila sem še madlje. Bomo tekom nadaljevanja oddaje to... Ja, ste bili nekje. Ja, ja. Nekje je bila na morju. Upam, da ste bili tudi vi kje dlje od Kopra. Ali prisegate na slovensko obalo? Ne, več ali manj so v Kopru, tako da je že tukaj morje zadosti. Je naše morje. O, to pa je pohvalno slišati. To pa ni dosti Slovencev, ki bi rekli, da imamo dosti morja. Jaz morja ne rabim, no. Ne rabite. Ja, je tak ponavad. Rabite pa narodno zabavno muziko, za katero poskrbimo mi ansambli. Ja, in poslušam kar pestro, tudi pač Alfija. Mislim, kar se tiče glasbe narodne, imam zelo rada. Gospa, toliko, da boste še naprej na tekočem z narodno-zabavno glasbo, predvsem pa, da boste znali odpeti in odrecitirati vse komade ansambla Unikat. Vam podarjamo tole CD zgoščenko oziroma vam jo podarja ansambel Unikat, ki je danes naša družba v oddaji Najviža. Gospa, vas še imamo na telefonski zvezi? Ja, sem še. Ste še. Torej, zgoščenka je vaša, lepo poslušanje, prijetno poslušanje tele zgoščenke še želimo, seveda, ko jo prejmete. V režiji pustite svoje podatke in pa predvsem lep pozdrav v Koper in po celi Sloveniji tudi vsem vam. Enako tudi vam, pa lep pozdrav, pa zelo velikih uspehov njim ansamblu. Tako. Hvala lepa. Hvala. Srečno, gospa. nasvidenje. Lahko noč. Dajva se mi nekaj zmeniti. Dajva se Ti si zmeniti. v bistvu eno CD ploščo podaril dvema gledalkoma in gledalcem. Mislim, dvema gledalkoma, ne? Kaj si zdaj hotel povedati? Da Zmenta si v se. bistvu eno ploščo podaril dvema gospema. Ne, to je zdaj samo format, kako to izgleda. Aha, mi pa še bomo potem dali ploščo. A še lahko tretjo? Pa absolutno, dej, Še lahko tretjo poklon. Tretjo. Žiga, Evo, še imate v tretjo. tem trenutku čas, da nas pokličete. Davor se je pravkar odločil, da bi še eno CD ploščo ansambla Unikat podaril. V tem trenutku pa vprašanje za moja gosta, kaj ima pomeni narodno-zabavna glasba? Andreja je rekla prej, tale Žiga ima taka vprašanja, da ne moreš kar tako izstreliti. Je taka razmišljujoča. Moder moraš biti. Zdaj Ti pa pa si jaz rabim, oranžna. zdaj pa jaz rabim, ja ti si moder, daj ti jaz bom pa malo razmišljala zdaj še ta čas. Ne, Kaj kar pomeni? tebe je vprašal. V redu, kaj mi pomeni? Zdaj, če bom rekla vse življenje, pa bojo vsi tisti, ki so še del mojega življenja užaljeni. Mi pa zelo, zelo veliko. Brez narodno-zabavne glasbe ali pa nasplošno brez glasbe mi živeti ni. Klicaj. Krasno. Zaključimo to misel pred Davorjem, ker imamo še en telefonski klic. Evo, tretja zgoščenka, dober večer komu? Ja, dobro večer. Dober večer. Tudi vam. Skot nas pa vi kličete? Pri telefonu Sladkega vrha. Sladki vrh, odlično, torej poznate ansambel Unikat. Prav dobro. Ja, seveda poznam tudi gospoda Davorina, ne? Pozdravljeni. Zdravo, pozdravim njega po pa pevko, ne? Zdaj ne vem, jaz je njegova punca ali žena ali kak, ne vem, zdaj ne vem. Bomo rekli samo... Pozdravljam vse tri, ne? Studio. Zgolj prijateljica, to pa lahko jaz razčistim.
Hvala. Sta samo prijatelja, Hvala. a ne? Da ne bo Davor, se mi zdi, da se že tam ne Jaz smeje. vprašal, ne, jaz smo se že pogovarjali enkrat prek televizorja, ne. Samo jaz bi ga vprašal, kako se je zdaj on odločil za ta harmoniko Munda, ko je prej pa igral harmoniko sitar. Aha, v redu. Gospod, najlepša hvala za vaše vprašanje. Bomo odgovorili tekom oddaje oziroma pustite v režiji svoj mail naslov, pa je mogoče najbolje, da kar tam odgovoriš. Pa jaz bom z enim stavkom kar povedal. Ali pa dej, sam brez promocij, prosim. Brez promocije. Stvar je takšna, jaz še imam vedno doma kakšno sitarjevo harmoniko, ker mi je zelo všeč. Ampak glede na to, da vse veste, da gre trend naprej, da gre dizajn naprej, da smo še mladi, nekako je treba narediti kakšno spremembo. To pa ne pomeni zdaj, da sem sitarjevo harmoniko dal čisto kot, še vedno gre z mano na kakšen špil, ampak trenutno je v spredju Munda in tudi moji učenci na to harmoniko igrajo, tako da to pa je to. Verjemite mi, obe dve harmoniki so pa super. Hvala lepa obema za tole široko promocijo. Lep večer še naprej želim gospodu. Pokličte nas še, ko bodo drugi ansambli tukaj v oddaji Najvižja, predvsem pa nas gledajte do konca oddaje, do nekaj minut čez 9. Še pridejo nazaj ansambel Unikat, srečno in lahko noč tudi vam. Ja, lahko noč. Lahko noč. Ne odhajata, a ti razmišljaš, preden greš? Zdaj te ne bom več moril s tistim vprašanjem, ker se mi zdi, da bi kar na dolgo odgovarjal. Če razmišljam, Če razmisliš, preden greš. če razmislim, preden kam greš, ne? Ja, kam? odvisno, kam greš. Ja, kam? Če grem od doma, Kamorkoli. od žene, da se ločim, recimo. Ne, Če to razmislim. Kaj povej? ni dobra ideja. Ja. Če razmislim, kamorkoli grem, ja, itak, da razmislim, zaradi tega, ker kamor nisem povabljen, ne grem. Zato dobro razmislim, kam grem. Si tam zaželjen. Evo, Točno to, ansambel ker si Unikat želim. z domiselnimi odgovori ostaja naša družba še naprej. Takoj za tem spotom, torej razmisli, preden greš od ansamblov Gadi in po našem pokrovitelju oddaje Najvižja se nam pridružijo v studiu ansambel Škorpioni, za njimi. Aha, Škorpioni imajo tudi CD-ko, tako da tudi takrat boste poklicali. Oni bodo sicer podelili samo eno. Ne, 3 bodo podelili. 3 bodo podelili, je rekel. bomo zmenili Se bomo potem. dogovorili. O glavnem, najprej pokrovitelj, potem video spot od Gado, razmisli, preden greš, potem pa Škorpioni. Najaktualnejša diskografija ansambla bratov Avsenik v novi knjižni podobi Zlati zvoki. Za naročila pokličite galerijo Avsenik Huner. Vsi gledalci VTV vaše televizije Velenje ob naročilu dobite še Avsenikovo značko. V življenju doje, kdaj zletiš v nebo in padeš spet. Greš naprej in greš nazaj, kdaj glasno, kdaj brez besed. Ko ne gre, lahko je reči, zdaj odhajam, zdaj grem stran. In nikoli ne izveš, kaj bi prinesel ti nov dan. Razmisli, preden greš, razmisli, da ne bo ti žal. Morda je prav, da bi korak takrat obstal. Razmisli, preden greš, ker več poti nazaj ne bo. Morda pa ti slovo sploh ni bilo namenjeno.
nisi kriva, ti je to pomembno res. In kdo ognju vetra da, kadar pride kaj vmes, le zakaj bi stopala po trnju, če pa bi lahko pot postlala sretjen si, da srcu bi bilo toplo. Razmisli, preden greš, razmisli, da ne bo ti žal. Morda je prav, da bi korak takrat obstal. Razmisli, preden greš, ker več poti nazaj ne bo. Morda pa ti slovo sploh ni bilo namenjeno. Razmisli, preden greš, ker več poti nazaj ne bo. Morda pa ti slovo sploh ni bilo namenjeno. Takole, ansambel Unikat je zdaj na pauzi. V studiu smo pozdravili naslednje glasbene gostje. Tole so Škorpijoni, ki že ustvarjajo svojo glasbeno pot kar približno 10 let. Pred kratkim so vse skupaj ovekovečili in zapakirali na CD ploščo, naredili svoj koncert, kaj več o tem pa po prvem komadu z naslovom Leja. Zazdelo se mi je, da hočem te, da želim si te, da ljubim te. Zazdelo se mi je, da ti boš moje dekle, to hotelo moje je srce. Ko tam v daljavi zagledal sem te, zazdelo se mi je, da si prevzela me. Postala sva par, s tabo hotel sem pred oltar, ti pa kar naenkrat si odšla, našla fanta drugega. Olejeja, olejeja, ko videl sem te, zaljubilo se moje je srce. Preslično je bilo, a na to si odšla, praznina je srce napolnila. Zdaj nekam bi radi še v življenju srečo ti želim, bili pa to rekle, nekoče boš vsi dobim. Olejeja, olejeja, ne zakaj si odšla, se bila sva noro zaljubljena. Olejeja, olejeja, ne zakaj si odšla, saj bila sva noro zaljubljena. Olejeja, olejeja, le zakaj si odšla, saj bila sva noro zaljubljena. Zaljubljena, zaljubljena. Takole na polno kvintetovsko smo začeli z ansamblom Škorpijoni, ki jih lepo pozdravljamo. Najprej tebe. Pozdravljen, pozdravljen. Kako je, Dravograjčani? Odlično. Pa prvam tukaj. Odlično, vroče kot ponavadi. Pa ni, smo navajeni poletja, ampak imamo radi pa tudi zimo. So veselice tiste, ki so vam dale kri v žile tudi za celo leto, tudi čez zimo. Tudi, še rajši pa špilamo silvestrovanje po zimi v kakem snegu ali
na -15, je še boljše. Zakaj pa niste svojega koncerta naredili kot silvestrovanje? Zaradi ljudi, ker nas je strah, da bi prišli v kombinezoni. Ok, dobro. Ansambl Škorpioni ste na sceni že 10 let. Ja, res je. Hitro mine čas. Prehitro. Prehitro. Kakršen je zdaj le tempo, je res prehitro. So vaši komadi tudi hitri? Dokaj. Dokaj? Tudi valčke se trudimo, da so dokaj hitri, polke so pa tako nenormalne. Nenormalne. Kdo vam piše besedila? Bom takole rekel, ponavadi, oziroma nasploh pišemo bolj kot ne vse sami. Je pa res, da se poslužujemo tudi drugih besedilopiscev, melodijopiscev, kot so Martin Juhart, Vera Šolinc, potem je Damjan Pasarič in podobni. In te komade je bilo moč slišati tudi na njihovem koncertu ob 10-letnici ansambla Škorpioni. Kako je bilo? Bilo je noro. Proti pričakovanju super. Kako je bilo takrat, ko je koncert trajal, nas zanima? A kako? Ne, ker ti že vem, kaj se je pol dogajalo, zato zdaj sprašujem, kako je bilo na koncertu. Bom kar po resnici povedal, da je bilo toliko tega, da si moram prvo ga pogled, pa bom pa lahko povedal. Skratka, zadovoljni ste z vsemi glasbenimi gosti, ki ste jih pripeljali? Ja, to pa itak. Ja, večer je povezoval kdo? Mama manjka. Ja? Ona. Ona. Sem sama. slišal kar nekaj dobrih besed na to povezovanje. Saj sem povedal, si moram prvo pogledati. A nisi še pogledal sploh? Ne še, nažalost. Dajmo se malo sam datumsko spomniti, kdaj je bil vaš koncert? 25. septembra v dvorani Špecdel Dravgrada. Tako je. Tako je. Zakaj niste prišli prej v oddajo Najviža? Ni bilo časa. Toliko priprav. Koliko priprav dejansko porabite za to, da organizirate svoj koncert? Oziroma zdaj, ko imate izkušnjo s tem. Bilo je organizacije skoraj celo leto, ampak zadnji mesec je bilo res napeto. Tako da res, zadnji mesec je bilo ful noro. Plus tega, da zadnja 2 tedna z službi vse usklajati je bilo res ful napeto. Zdaj, nekatere komade ste verjetno, a ste kak komad sploh izdali na koncertu, da tako vprašam? Da ga ljudje še prej niso slišali? Ne. Niti enega? Ne. Kaj pa na YouTubu, je mogoče kakšen komad, oziroma ni kakšnega komada, ki pa obstaja? Ja. Naslov je pa Zgodba najina. Super. Meni se da je zdaj v tem trenutku čas za Zgodbo najino ansambla Škorpioni. Tokrat oddaja Najviža. Kdaj drugič pa kateri drugi? Ko prvi zagledal sem te, mi obstalo je srce, a nikoli nisem upal si pristopiti do te. Ljubezen na prvi pogled meni se rodila je, pa sem te vprašal za ime, od takrat si moje dekle. Letim s tabo v nebo, letim, kjer sonce ne bo zašlo. Samo plavala bova v morju ljubezni, iskala pravo pot do neba, saj to je smisel srca. Srečna oba, skupno zgodbo kujeva in želiva si lahko le to, da nikdar ni konca ne bo. Letim s tabo v nebo, letim, kjer sonce ne bo zašlo. Letim samo, plavala bova v morju ljubezni, iskala pravo pot do neba, saj to je smisel srca. Letim s tabo v nebo, letim.
Zelo lep komad z naslovom Zgodba najina ansambla Škorpijoni, ki vam v tem trenutku oddaje podarja še, tudi oni so prinesli s sabo namreč CD Zgoščenko, ki so jo izdali ob svojem 10. obletnici 10. delovanja svojega, se pravi telefonska številka 03897 077 je, da nas pokličete v studio. Še mogoče par besed zdaj, kaj pa se dogaja vse po koncertu, česar ljudje ne vidijo? Po koncertu meni oziroma našemu ansamblu je zelo všeč, da se vsi ansambli oziroma prijatelji glasbe dobimo skupaj, kaj spijemo, to je čisto logično in žuramo, kolikor je le možno. Je na takšen način poteka v bistvu tudi izbor glasbenih gostov samega koncerta? Ja, povabili smo večinoma, oziroma smo povabili vse te prijatelje, ki smo že prijatelji, ne vem, ziher 5-6 let in se res družimo skupaj in ko se vidimo, se objamemo in res se imamo radi. Zdaj, v tem času po koncertu, seveda čestitamo za CD Zgoščenko, mogoče vprašanje takoj za tem, ko sprejmemo tale telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Kdo nas kliče? Jože tu na tej strani Sladkega vrha. A vi ste zopet Jože? Ja, jasni, ja te. A ste prepričani, da bi vi imeli še eno Zgoščenko danes ali bi dali to priložnost komu drugmu? Bi imel tudi rad bi pozdrav ansambl Škorpijon. Pozdravljeni tudi vi. Pozdravljeni, kako smo? Odlično. Jaz sem tudi odlično, ker vem, da glih vas oddajo, pa vas moram pohvaliti, ste vredi kmetir, imate vredi muzike, imate vredi skladbe. Tako naprej se ostanete, kot ste od nadaljnega. Torej, gospod Jože, najlepša hvala za vaš telefonski klic. Lep večer vam želimo še naprej. Želim se veliko let v glasbi. Želim vam še veliko let v glasbi. In hvala za CD. Hvala, z veseljem. Evo, vam podarimo tole CD Zgoščenko, naslednjo oddajo damo priložnost pa še komu drugmu. Pa bomo še enega dali. Bomo še enega dali. Bomo še pa enega dali. Bomo pa še enega dali. Bomo še enega dali, kar bo kličijo. Jože, lepo se imejte srečno in seveda tudi vsem vam, ki nas spremljate. Do nekaj minut čez 9 smo vaša družba. Ste ponosni na tale izdelek? To sem hotel preprašati. Zelo. Če po pravici povem, je nam šlo zelo napeto to vse skupaj. V bistvu zadnje pesmi smo snemali 14 dni pred koncertom, da je šlo res vse na knap zelo. Malo saza si to, če lahko tako rečemo. Seveda, saj verjetno vsi razumemo, kako gre to v Sloveniji. To je nekaj čisto normalnega. Ni kar tako izdati torej CD Zgoščenko. In je šlo nam vse tako oziroma napeto vse te zadnje minute in potem to dovoljenje. Ampak se je splačal. Ja, res. Splačal se je, imate CD Zgoščenko, za kar vam čestitamo. To je vaša prva, ne? Naša prva. Je vaša prva, ja, sem se prav prej lepo zanimal. Je tako? Je tako. Je tako. Normalno. Naslednji komad ansambla Škorpijoni, naslednjega klica nažalost ne bomo več sprejeli, ker nimamo več časa. Torej, ansambl Škorpijoni in komad Je tako. Polka. Tvoje krilce v vetru plapola, oko bi še malce dvignil ga, raz pogledom bi sprehodil se, tja, kjer se končajo nogice. Če bi misli moje brala, bi klofuto dala mi, kaj ko zamet, ko privlačna si. Kot magnet bi k sebi stisnil te, kakor leta, takoj stopil bi se. Do kotičkov skritih stekel bi, jih ogriz poljubi vročimi. Če bi misli moje brala, bi klofuto dala mi, kaj ko zamet, ko privlačna si. Če bi misli moje brala, bi klofuto dala mi, kaj ko zamet, ko privlačna si. Je tako, to vedoče si, je tako, nič drugače ni, punce pač glave mešate nam. Je tako, to vedoče si, je tako, nič drugače ni, jaz prav vse deklice rad imam. Kot magnet bi k sebi stisnil te, kakor leta, takoj stopil bi se.
do kotičkov skritih stekel bi, jih ogres poljubi vročimi. Če bi misli moje brala, bi klofuto dala mi, kaj ko zamet, ko privlačna si. Če bi misli moje brala, bi klofuto dala mi, kaj ko zamet, ko privlačna si. Je tako, to vedo že si, je tako, nič drugače ni, put se pač, glave mešate nam. Je tako, to vedo že si, je tako, nič drugače ni, jaz prav vse, deklice rad imam. Je tako, to vedo že si, je tako, nič drugače ni, jaz prav vse, deklice rad imam. Takole, ansambl Škorpijoni je tako komad. Nekaj vas še moram vprašati za konec. Seveda smo veseli, da ste si vzeli čas, da ste prišli do nas. Do kam ne grem? Ker ga še danes nisem nič vprašal. Tebe tamle na koncu, a ne? Ansambl Škorpijoni torej prihajajo iz Dravograda, igrajo posod. Posod. A nimate punce za to? Zdaj sem prebral pri onem ansamblu, ki se že malo pripravljam na oddajo za prihodnji teden. Zdaj ne smem izdati, kateri bojo, ker boste videli na koncu oddaje. Ampak, a nimate punce za to, ker pričakujete govejo juho ob nedeljih? Torej ob nedeljah goveja juhca na mizi. Paše že, ko je pripravljen. Paše. Zakaj nima ansambl Škorpijon pevke? Zato, ker nimamo placa v kombiju. Nimate placa v kombiju. Ok, navihani fantje, torej ostajate še naprej. Logično. Mala roža, pa jo imate eno žensko, en komad tak, ki je maj ženski tok, da... V bistvu... Je nekaj nežnega noter v ansamblu Škorpijoni, no? Je tudi, to je res. Se radi hecamo, ampak ko pridemo pa domov, pa tudi pokažemo svojo nežno plat. Normalno. Evo, takole, najlepša hvala za obisk v studiu. Ansambl Škorpijoni so nas torej pozdravili po njihovem koncertu v 10-letnici delovanja. Za njihovim komadom gremo takoj na spot, potem zopet pozdravimo ansambl Unikat in se z njimi poslovimo nekaj minut čez 9. Mala roža, Škorpijoni. Zvlikli so me za en dan seboj, prijatelji moji na morje. Ker ni lepo, da delam samo, zapravil bom celo življenje. Pa sem se vdal, po morju sem stal, ko tvoje oči sem zagledal. Drugi so šli, a jaz sem ostal, sem celo poletje ti dal. Ti si tista mala roža, ki se tela jesri Portoroža. Mala roža, ki poletje ukradla mi je. S tabo bilo je noro lepo, se brez razloga smejala. Tekla naprej, presilja in mej, poljub kar pred vsemi si dala. Drugo prav vse izginilo je, ko sva na obali plesala. Ti si tista
večeri, Portoroža. Ti si tista mala roža, ki poletje ukradla mi je. Morda kriva je usoda, da takrat spoznal sem te, ampak zdelo se je, kot da že 100 let poznava se. Najbrž je pisalo v zvezdah, da se bova srečala, da čez solze in nasmehe bova drug ob drugem šla. Morda bil moj svet brez tebe, ni bolj zlikan in opran, in spočit bi se prebujal, ne pa utrujen in zaspan. Morda nosil bi kravato, le pri eni punci spal, vem pa, da bi bil bolj resen in da bi se manj smejal. Zavedno prijatelja do konca sveta, ko stara izgubana že bova oba. Zavedno prijatelja, ko las več ne bo, ko čas bo naprej drvel, bo nama lepo. Kdaj pomisliš, kaj je večno in zakaj si se rodil? Se kdaj vprašaš, čeprav danes zadnji si kozarec pil? Morda kdo od naju kmalu bo na svetu sam ostal, za vse dolge ure s tabo pa nikdar ne bo mi žal. Zavedno prijatelja do konca sveta, ko stara izgubana že bova oba. Zavedno prijatelja, ko las več ne bo, ko čas bo naprej drvel, bo nama lepo. Ko čas bo naprej drvel, bo nama lepo. Takole, slovo ansamblu Škorpioni, pozdravljamo pa zopet ansambl Unikat, naše glavne goste oddaje in komad Verjemi. Če močno te ujamem, mali, mi verjela boš, če ti zvezdo s nami, mali, pokazala boš, da me ljubiš, kot ljubim jaz. Ko ti ni za igro, ali se igrala boš, ko jeziš se name, ali pokazala boš, da me ljubiš, kot ljubim jaz.
verjameš, kar ti govorim, to vse je, kar lahko storim. Verjemi, res verjemi, kot verjamem jaz. Zato, ker ti si moja, daj povej mi, da vedno bo tako. Ko ti ni ob meni resen izgubljen, a če vrneš se, verjel bom, da sem zaželjen, da me ljubiš, kot ljubim jaz. Če verjameš, kar ti govorim, to vse je, kar lahko storim. Verjemi, res verjemi, kot verjamem jaz. Zato, ker ti si moja, daj povej mi, da vedno bo tako. Zato, ker ti si moja, daj povej mi, da vedno bo tako. Zato, ker ti si moja, daj povej mi, da vedno bo tako, da vedno bo tako. Lep zven ansambla Unikat še vedno ostaja z nami. Grem še enkrat tukaj do Andreje. Andreja, se spet bojiš mojih vprašanj? Ne, zakaj? A ste ansambel Unikat srečni? Zelo. Zelo. Ja, a se nam ne vidi? Vse vam vidim, brez skrbi. Zdaj pa mene zanima, kako bi ti tretješolčke, glede na to, da si učiteljica 3. razreda, naučila, kaj je sreča? To smo pa zdaj vprašali, čakaj mal. To je stvar, ki se ne moreš kar tako pripraviti, to mora spontano priti. Ne vem, ko bi se imeli fajn, bi rekla, lejte otroci, tole je sreča. Super. Sreča so tudi vaši komadi? Ja, To, da nastajajo... tudi nas osrečujejo nas ves čas, ko jih ustvarjamo. Čeprav kdaj pa kdaj tudi imamo različna mnenja, ampak ja, na koncu, ko pride posnetek, pa smo res srečni. Takole, malo manj besedi o tem trenutku, da gremo z vsemi komadi kar do konca oddaje, ki smo jih za vas pripravili. V tem trenutku moj najljubši komad ansambla Unikat, Sreča je. Na ulici slišim vsak dan, stara se kitara. In on, ki jo igra, ne skriva več trdega srca. Nad je vse, kar ima, so njegove pesmi. Ko gledaš ga v oči, življenje te strezni. Sreča je, če dan te prebudi in če kdo tebi se smeji. In če se imaš vrniti kam, ko zunaj sladi se, ko v mraku luči prižgejo se, v parku sam nekdo sprašuje se, če kdo se za okni včasih zave, tam mu res lepo je.
sliši vsak dan stara se kitara. A mimo skoraj vsi idealnih pesem ne voli. Sam pa so vse, kar ima, le preproste sanje. In srečen kdaj kot ti, verjel rad bivanje. Sreča je, če dan te prebudi in če kdo tebi se smeji. In če se imaš vrniti kam, ko zunaj sladi se. Ko v mraku luči prižgejo se, v parku sam nekdo sprašuje se. Če kdo se za okni včasih zabi, tam res lepo je. Luči prižgejo se, v parku sam nekdo sprašuje se. Če kdo se za okni včasih zabi, tam mu res lepo je. Če kdo se za okni včasih zabi, tam mu res lepo je. Sreča je, če smo skupaj in če poslušamo tudi narodno zabavno glasbo, glede na to, da smo danes v takšni oddaji, ki jo za vas pripravljamo vsak četrtek na VTV vaši televiziji v Velenju. Veseli nas, da ostajate z nami še naprej. Davorja pa v tem trenutku sprašujem, niste čisto pozabili na festivale? Ne, nismo pozabili, še se bomo na kakšnega vrnili. Najlepše spomine imamo na festivalu, ki je bil v Števrjanu, pred 3 leti ali 4 smo bili. Mogoče več. V glavnem, to je eden izmed festivalov, ki res vsakemu ansamblu priporočam. Ti verjetno si že izkusil ta festival. Smo že prišli z Lunco tja. Ok, super, pol veš, da se tam dogaja na polno, da je pod Borovci res super. Predvsem je zelo vroče. Ja, in super ljudje, skratka, to je festival number one. Poleg seveda narodno-zabavne Eme, narodno-zabavnega songa, to pa je Polka Valček, torej slovenska Polka Valček. Ta festival pa ima neko posebno težo. Ima posebno težo, ki ste ji dali pečat tudi vi. Lansko leto ste bili tam zelo uspešni z drugim mestom med Valčki, kar je moje in tvoje. Ja, to je bil res za nas en zelo velik uspeh in tudi na podlagi tega se je potem pesem prijela tako, kot se je treba. Namreč zelo smo veseli, da vidimo pod odrom, ko ljudje dejansko pojejo to pesem, ko jo mi igramo, in to je eno izmed najlepših plačil vsakega ansambla. Meni se zdi, da je Davor čisto vse povedal, s tem komadom namreč nadaljujemo. Kar je moje, je tvoje, ansambel Unikat. Za belimi sem vrati, tišini obsedela, kako bi sploh verjela, da tu se vse konča. Besede na papirju so v duši me tiščale, le misli so iskale drobtine upanja. Kar je moje, je tvoje, vse premagava dvoje, ker ob moji si rami ne bojim se sanjati. Vsaka barčica kdaj ujame med skrite sečeri, prav nihče usodite in ne ubeži. Za belimi je vrati čakalo me spoznanje, kako zbledijo sanje kot lep pomladni dan, da tebe bi objela, le to sem si želela.
premagava tvoje, ker ob moji sirami ne bojim se sanjati. Vsaka bačica kdaj ujame med skrite sečeri, prav nihče usodite in ne ubeži. Vsaka bačica kdaj ujame med skrite sečeri, prav nihče usodite in ne ubeži. Festivali narodno-zabavne glasbe, na katere se udeležujejo vsi in se prijavljajo vsi ansambli iz te Slovenije, niso seveda samo v Sloveniji. Števerjan smo že omenila, je nekako zamejstvo, ampak je na nek način tudi Italija. Ja, je Italija, ampak ponavadi je večina ansamblov iz Slovenije, torej te naše narodno-zabavne vode. Čeprav je tudi kakšen kdaj tuji ansambel, ne? Ki pa seveda poje v slovenščini. Tako, poznaš mogoče kakšen festival, ki je šel v tujini? Ne. Ne. Ok, ni važno, ni bilo to bistvo mojega vprašanja, pač pa to, če ansambel Unikat igra samo v Sloveniji ali tudi v tujini. Zelo veliko igramo tukaj v Sloveniji, drugače pa včasih nas zanese tudi v Avstrijo, kak maturanski ples, kaki pač tati plesi v večerih, pa tudi čas pa včas, kam v Nemčijo zaidemo, tako da. Še mogoče kakšni drugi kraji, malo nabiram, Andreja, se spomniš, da ste bili kje? Še poleg Avstrije in Nemčije ste že bili z ansamblom? Tako z ansamblom. Ti vemo, da si bila letos na Lošinju, če se ne motim. Ne, nisem bila na Lošinju. Nisi bila na Lošinju. Zdaj bi te pa lahko že počasi zanimalo, kje sem bila. Na Korziki sem bila. O, super. Malo dlje od Lošinja. Super. A pa mogoče še zdaj v tem trenutku vprašanje, da malo razbijeva tole tujino. Koliko ste dejansko ansambl Unikat prisotni v medijih? Ti je to všeč? Moti me ne. Moti te ne? Ne. Veš, da je fotografija tebe v kopalkah sredi... Res? Kje si pa to našel? Ja, ne vem, zmislil sem si zdaj, da sem videl odziv, kaj boš še rekla? Ne, paparaci me še ne zasledujejo. Tisto, kar pa me prosijo mediji, recimo, a bi mi poslala kakšno sliko, dam pa tako, ki je kar normalna. Je, seveda so vse normalne, tudi te, ki jih imamo v režiji danes pripravljene. Jaz našega Boštjana prosim, da tole malo pokaže. Zdaj, kmalu bo december. To je moja soba. Tako je, kmalu bo december in ansambl Unikat pošilja tudi voščilnice. A res je? Ali jih lahko kdo tudi dobi in na kakšen način, če bi si jaz zaželel zdaj? Zdaj, če bi šla štet, jih je kar veliko, okoli 100 jih naredimo vsako leto in jih dobijo naši, bom rekla, sponzorji, prijatelji, s katerimi sodelujemo. Mogoče boš letos med njimi tudi ti. Super, odlično, lep namik je tole. Dajmo, Boštjan, še eno naprej, da pogledamo. Aha, tole so pa poroke, na katere to pa ni pred mojo hišo. Niso toliko običajne. Ne, to bo pa Davor več vedel povedati, ker je bil čist navdušen na to. Ne nad poroko, ampak, mislim, tudi nad poroko, ampak nad vozili. Nad vozili. Grem hitro do Davorja, Boštjan, ti pa lahko naprej daš. V glavnem, a veš, kateri traktori so to, Žiga? Ne vem, poznam Zetor in poznam... To je to. To je to, v redu. V glavnem, to je eden izmed najboljših traktorjev, Fendt. Ti traktorji so vsi nad 80 000 evrov, tega, ki vidiš na desni strani, s katerim se je vozila nevesta, je vreden 130 000 evrov, tako da oba dva traktorja pa sta vredna okoli 250 000 evrov. To, da boš vedel, in s takšnim vozilom sta se pripeljala dva mladoporočenca in to je bila nenormalna atrakcija za nas. Nenormalna atrakcija, Davor spet dela reklamo, se vidi, da je šel iz TV zaslonov. Je tole nek način sprostitve? A je to zdaj zaradi Andreje, glede na to, da je strup v majhnih stekleničkah, pravijo, da se je treba v ženskem ansamblu maj sprostiti, pa bungee jumping skočiti, da gre to vse ven? Ni tako hudo. Mi je pa všeč malo daljinskega športa, da rad izkusim take stvari. Je prav. Boštjan, kaj še imamo? Aha, očitno se tudi športno udejstvujemo, pa gremo še kar naprej pogledati. Davor, ti tudi skrbiš za svoje telo? Imaš čas? Imam čas, ja. Ja? Vidiš, tu pa kable ne prodajam, polagam za električne kable se to. Električni kabli firme pa v tem trenutku ne bomo izdali, zdaj ni študentka, ampak popravlja pa teste. Ja, ne, zvezki so. Zvezki so. Testi še niso aktualni. Čak še, 14 dni pa prvi test. A še imamo eno fotografijo čisto na konec. To je to.
Sem prav Vse slišal. je dovolj. Je dovolj. Sem se bala, da boš res kako v kopalkah Pa ne, zbrskal. ne, ne. Vse sem normalen. Premislim, preden kaj objavim. Ansambel Odikat, najlepša hvala, da ste se oglasili, da ste bili naša družba. Na koncu prej sem govoril o tujini, no zdaj da zaključim, zakaj smo to sploh govorili. Francoska polka. Ja, francoska polka, to ne izvira iz Francije, ampak to je dal en moj friend naslov tej polki, ko me je slišal prvič zaigrati in ga je spominjala pač na Francijo in njihovo kulturo. Pa se je to parjeli in to je to, nič kaj posebnega. Boste užgazdali kar trio, Andreja se je že poslovila. Ej, bomo užgali Je z najboljš največjim kot to, veseljem. Žiga, instrumental. hvala ti za povabilo, super si. Srečno, Pa se kaj lahko vidimo. noč. Jutri na radio. Jutri na radio, tako je, jutri na radio. Seveda pa vabljeni seveda tudi vi na naš Facebook profil, kjer lahko v tem trenutku že ugotovite, kateri so glasbeni gosti prihodne oddaje Najviža, ki bo prihodnji četrtek ob 20. smo vaša družba, kot ste navajeni. Do takrat ostanite srečni, zdravi, kot pravijo ansambel Unikat, ki vam ob koncu oddaje poklanjajo še en komad. V Francijo gremo, francoska polka, vam pa lahko noč. Thank you.